Odgovori mi eno zelo preprosto vprašanje. Na koliko let ti menjaš svoj pameten telefon? Jaz poznam tvoj odgovor, po vsej verjetnosti na 2 ali pa 3 leta. Ja, kaj pa pametno televizijo? Jaz se skoraj upam staviti, da nekako se ne spomniš, kdaj si kupil, če nisi kupil v zadnjih 24 mesecih. In meni je Hisense dal en tak zelo lep izziv. Rekel, Jan, tehnologija ful napreduje, skoraj tako kot na pametnih telefonih. Zato smo ti leta 2022 poslali identičen model televizije, kot jo pošiljamo letos. Hisense U8. In ko boš videl, kakšna razlika je, samo v 2 letih si boš tudi ti zaželel nove televizije, oziroma boš ugotovil, da ima zastarelo televizijo. Pojdimo pogledat. Evo, že prva stvar, ki me je ful sezula, je, kako enostavno je nastaviti novo Hisense televizijo. Bistvena razlika z letom 2022. Zdaj nič več ne upravlja z daljincem, ampak se, ko televizijo prižgeš, na zaslonu pojavi QR koda, jo poskeniraš, naložiš na telefon svojo aplikacijo, torej video aplikacijo, pre katero nese vsa tista gesla, od Wi-Fi-ja, aplikacij in tako naprej, nič več z daljincem. In to je tisto, kar je mene sezul, kako simpel, pa kako hiter v bistvu nastaviš to novo Hisenseovo televizijo. Evo, tole me je pa čisto sezul, ko sem dal iz uvitka ven daljinc, sem takoj opazil, da je tukaj spodaj sončna celica. Kaj to pomeni? To pomeni, da se ta daljinca v bistvu dofilava, ki ga imate takole na mizi kavni, in baterija je praktično večna. Če se vam slučajno sprazne, imate pa tukaj še USB-C priklop, nafilate in je zadeva rešena. Tako da nič več menjavanja baterij v daljincu. Naslednja ful pomembna sprememba, ali pa dajmo reči razlika je v tem, kako hitro se osvežuje ta televizija. Če se je leta 2022 osveževala 120 Hz dinamično, se zdaj osvežuje vse do 144 Hz. Zato je rad tudi to en tak super gaming monitor. Res, igrice na tej televiziji so next level, hkrati pa to lahko služi tudi kot vaš domač monitor. Ne rabite ekstra monitorja, računalnik preklopite sem in lahko pač tam počnete v soboto zjutraj tudi kaj za službo, če niste te sreče. Še en kvanten skok se je zgodil. Leta 2022 je model Hisense U8 zmogel samo 1500 nitov svetilnosti. Leta 2024 so pa pri Hisense tukaj na 3000 spravili. Kaj to pomeni? To pomeni, da v takih svetlih prostorih, kot je ta naša mansarda, ta televizija odlično funkcionira. Svetilnost pa je tako močna, kot na najboljših telefonih ali pa pametnih urah, ki jih valjda uporabljamo tako na močni sončni svetlobi. Tako da to je tudi tisto nekaj, kar je ful dobrega, ali pa kaj pokaže to bistveno razliko že samo v 2 letih. Še ena stvar je, min katere res ne moramo iti, in to je glasovno upravljanje s televizijo. Zdaj videa zastop vse, Netflix, YouTube, 1, 2, 3, vse zastop. Zdaj, ene stvari so pa vsekakor stalnica, to je na primer velikosti modela U8. Dobite jih od 55 inčev, 65, 85, tam do 100, tako da vsak prostor najde svojo dimenzijo. Dobro, 2 zvočnika vzadi, vspodaj so. Zdaj upam, da mi ne bojo sneli videa za ta glasben vložek. V glavnem zvok, ful dober, kurja pol, ful dober zvok, čist kurja pol. Razlika je ful očitna. Med letom 2022 pa 2024 predvsem bo zvokov teh Hisenseovih televizij. Če sem audiofil, ful me zanimajo te zvočne zadeve, in če pri tem komadu dobim kurjo pot, pomeni, da je zvok ful napredoval. Baje so 50-vatni zvočniki noter, 2.1.2 je njihova šifra, ampak karkoli so pri Hisensu naredili, so iz te zelo tanke televizije naredili v bistvu en tak dober soundbox, in jaz verjamem, da tukaj zraven ne rabite soundbara, da je to kar tisto,
ki vam bo zadostovalo, da boste popoldne, ko ste prišli domov, začeli nekaj kuhati, tukaj boste dali eno luštno muziko gor. Je ta televizija nadomešča na nek način tudi vse ostalo, kar ste imeli. In tisti, ki imate radi minimalizem, pa da čim manj naprav, kot pri nas imamo ponovadi samo televizijo, boste z zvokom zelo zadovoljni. Da povzamem vse, kar me je res navdušilo pri tej televiziji, najprej se moram pri operacijskem sistemu video vstaviti, pa pri aplikaciji na pametnem telefonu, s katerim lahko upravljaš praktično vse funkcije te televizije. Druga točka, ki me je navdušila, je svetilnost te televizije. Koliko svetlo je ta televizor, potem koliko se dobro osvežuje in kako je na njemu super igrati igrice, kako lahko rata to tvoj v bistvu monitor, hkrati pa ta daljinc ne rabi več baterij, zato ker ima sončne celice. Lahko bi se spuščal ful enih detajlov. Noter so novi čipi, ki so ful hitrejši od tistih čipov leta 2022. HDR je ful izboljšan, pa ima ful nekih novih oznak pa funkcij, ampak to so detajli, ki jih tako zastopijo sam te najhujši geeki in ne verjamem, da te, ki mene spremljajo. Dejstvo pa je, da je razlika kot noč pa dan. Da je razlika tako, kot med, iPhoneom 10 pa iPhoneom 16, pri televizijah se mi zdi, da grejo stvari še hitreje naprej, kot pri pametnih telefonih. Tako da, zdaj se moraš pravzaprav ti vprašati, a imaš dobro televizijo, a je tvoja televizija počasi za odpad. A je čas mogoče, da se odloča za slovenski Hisense? 2 milijona telih televizij Slovenci uspemo izdelati v Velenju in poslati po celem svetu, v zadnje pa kup enega slovenskega znanja, vključno s tem softwarom. Tako da jaz sem kar ponosen, da smo sposobni narediti tako dobre televizije, ki se ne samo gledajo dobro, ampak tudi slišijo ful v redu. Tako da, hvala za tvojo pozornost. Če ti je bil ta video všeč, se naroči na moj kanal, kjerkoli že to pač gledaš, lahko na YouTubeu, Instagramu ali pa še povsod drugod. Tako da ja, vidimo. Čau.